Tukaj sem danes kot predsednik društva Huda jama. Ja, veliko se strinjam, kar sem danes slišal, imam tudi nekaj pripomb. Najprej bi začel s Košnico. Košnico zato, ker sem osebno najbolj vezan. Namreč decembra 1989 leta sem prvič zakopal tam in od tam so prve kosti prišle na ven. V moji knjigi Tega žive rane imate tiste kosti poslikane. Po 27 letih so te dni žrtve izsumirane in bojo odpeljane v Kostnico, v Maribor, v Kostnico. Letos je državna komisija, takrat še gospod Sušnik ni bil član, sprejela odločitev, namreč da se Košnica izsumira. Državna komisija je pod vodstvom Dežmana sprejela odločitev, da se izkoplje samo Košnica 3, ne pa tudi Košnica 2 in 1. Zato je bil sprejet letni načrt, načrtovana tudi sredstva in to se je tudi izvedlo. In danes govoriti o tem, da je Ministrstvo za finance krivo ali pa Ministrstvo za gospodarstvo, kot piše v časopisih, krivo, da se ne nadaljuje delo, ni res. Kriva je državna komisija, ki je že v začetku leta načrtovala in država kot takšna planira sredstva, da se izkoplje samo Kostnica 3. Nažalost, bo je potrebno zdaj še večja sredstva, ker bo se mogla naslednjo leto ponovno vrniti vsa ta mehanizacija ljudi in sredstva na mesto Kostnice, da se to zgradi. Tako je točno, vse ostalo je drugače. Zdaj, sami veste, da sem 89. leta tudi prvi vstopil v Hudo jamo. Za mene, za mano sta potem prišla Filip Robar, Dorin, Ivo Žedela, še drugi. Pripravljali smo film Rock and Roll, Borut Meško, pa še mnogi. Dolgo časa se je rabilo v tej Sloveniji, da se ta Huda jama odpre. Velika zahvala gre, to, ker bom pohvalil dr. Dežmana, da se to 2008 in 2009 leta tudi odprlo. Izjemen pogum. Voljo, da je prepričal, da se je delalo 6 mesecev in da se je teh 11-krat umaknilo, da bi prišli do tiste žalostne slike in da bi tiste duše lahko prišle končno ven in na svojo pot proti njemu. Nažalost, že 2009 se je potem ponovno neko nerazumno početje začelo. Prvih 800 kosti, dokler je preiskovalni sodnik dovolil, da se izkapa, je premeščeno Barbara rov v drugi rov in so tisti nesrečniki postavljeni v zaboje za kruh, v kateri se nekoč vozil kruh, tam so čakali svojo usodo. Ko je preiskovalni sodnik videl, da je sodna medicina vzela 540 000 evrov, zato da so izkopali 7 metrov in tiste kosti dali v drugi rov, je prekinil. Ni se mu zdelo smiselno, ker namreč za teh 540 000 evrov, za teh 800 ljudi niti niso dali poročilo, koliko je žensk, koliko pa moških. Samo število. In vse to je stalo. Nihče se nič ni trudil, zapirali. Rudnik je bil zaprt. Prav društva Huda jama. Ob vseh društev, ob vseh tem, ne strinjam se z gospodom Sušnikom, da družba ni hotela pokopati ljudi. 25 let so ljudje bili glasni, svojci, dajmo nekaj, najdimo žrtve, pokopemo jih. Ampak žal država resnično ni imela posluha nikoli. In 2015. leta januarja se spomnim, je Dežman rekel, ja, letos ob 70 let pa ne bo nobene maše pred Hudo jamo, ker pač ni denarja, naredili bomo samo eno okroglo mizo. Takrat smo se posamezniki sestali, so danes tudi tukaj med nami. Se rekli, ne, to pa ne. Po 70 letih
pa mislim, da se žrtve v Hudi jami zaslužijo vsaj mašo. In 13. junija tisto leto je bila maša. Pomagala nam je tudi potem Nova zaveza, Škofija, vse ostale društva. In smo 13. junija 2015 tudi to mašo izvedli z tremi škofi Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Mislim, da ste večina tudi bili tam. Takrat smo začeli tudi z mislijo, kaj z posmrtnimi ostanki, kaj za tistimi, ki so v tistih plastičnih zabojih, kaj narediti. Danes vam povedal, da smo takrat v arhivu Slovenije že dobili podatek, da se v arhivu Beograd nahaja nekaj škatl taborišča Teharja. In ta listina v teh škatlah je v popisni dokumentaciji gradiva, ki ga mora Slovenija dobiti iz Beograda nazaj. Sedaj je trenutno postopek, direktor arhiva Slovenije je mi dal posebno pooblastilo in dovoljenje, da tudi dokler se ne vrne, da to dokumentacijo pogledam tudi sam v Beogradu, še preden se vrne v Slovenijo, ker se še pač oblast v Sloveniji in Srbijo oziroma nihče še ni dogovoril, kako bojo fizično dokumente, ki so iz Slovenije odšli v Beograd, tudi vrnili nazaj. Se pravi škatle taborišča Teharja iz leta maja, junija, julija 1945. Pričakujem, da bojo v teh škatlah tudi seznami. Predvsem na to, ker se v tem trenutku v Beogradu že dajajo seznami ven pobitih v okolici Beograda. Nekateri Slovenci te dni sprejemajo pisma, ki imajo sorodnike v Beogradu. In kaj bojo s temi sorodniki, lahko jih prevzamejo na stroške države Srbije. Seznami so že zunaj. Pričakujem, da bomo tudi, kar se tiče škatle v Teharju, podobno. 20 dni nazaj, tisti prstan, če ga spomnite, 4.12.37 iz Hude jame. Župnik iz Križevec pri Varaždinu se je oglasil. Gre za človeka, ki je bil tam poročen na ta datum in je izginil 45. leta na področju Celja. Predvidevam, da je v Hudi jami Benjamini August iz Križevca pri Varaždinu, se pravi hrvaški domobran. Vse te podatke, ko smo imeli, sem takrat sam stopil do, in tukaj bom odgovoril na gospoda Petra, ki je rekel, da nekateri so po svojih strunah šli do predsednika države. Ja, jaz sem takrat osebno stopil do gospoda Pahorja in mu rekel, dovolj je. Kot evropska država ne moramo imeti ljudi v plastičnih gajbicah. Nekaj moramo s tem narediti, rešiti jih moramo. V tistem trenutku je ravno Dežmanova komisija, ki je bila pristojna za Hudo jamo, ker je bila še takrat komisija delovala v okviru Ministrstva za okolje in prostor oziroma za delo, so načrtovali nakup aluminijskih krst 60 cm dolgih, da bi tistih 800 žrtev v plastičnih zabojih dali v te aluminijske krste, jih zaprli in jih pustili tam, kjer so bili ti plastični. Onih 2000, ki jih je pa še v tistem šahtu, na njih so pa vrgli meter zemlje, poravnali z železnimi vrati, pa še napična vrata so dali. Ko smo potem vstopili v Hudo jamo, izgledali, kot da so iz zaporov top pripeljali celico, tako so jih dol zaprli. Mi veste, da smo takrat na hitro so v Ruši jami odločili, da bomo zaradi pritiska na državo, da se nekaj uredi, organizirali obiske v Hudo jamo. In nekaj tisoč ljudi smo pripeljali iz Slovenije, iz Hrvaške, množično v Hudo jamo. Vse to smo delali, dokler ni dr. Jože Dežman to ustavil kot predsednik državne komisije. Ne, obiskov pa več ne bo in je Hudo jamo dol zaprl. Ni več hoda. Za predsednikom sem govoril, kaj bomo naredili. Moja rešitev je bila enostavna. Rekel sem takole. V Mariboru je kostnica evropsko narejena po vseh normativih iz leta 2006.
gospod Pahor si je osebno ogledal. Noter so prostori za jemanje DNK, noter so prostori za razne analize in vse skupaj, kar sodobne kostnice imajo. Se neko pohranimo te začasno vse predposmrtne ostanke v Maribor. V sami kostnici se lahko kasneje izvedejo DNK analize, potem, ko bomo pregledali gradivo v Beogradu, ostale posamezne žrtve, se bojo dale potem tudi DNK analize in se delati tudi v tisti kostnici, dokaj enostavno, poceni in hitro rešljivo. Potem pa, ko pa najdemo, oziroma za tisti, ki pa ne najdemo, bomo našli rešitev. Se pravi, v prvi vrsti gre za individualne pokope, ko najdemo sorodnika, se ga pokliče in lahko to svoje odpelje iz te kostnice v domači kraj, v individualni pokop, kar bi imelo smisel in najboljša rešitev. Vse ostalo pa potem po volji, kako in na kakšen način se naj reši. To je bila naš predlog in na ta predlog je Pahor tudi načelno sprejel. Poklical Dežmana, Ferenca in druge, ki so bili takrat v tej komisiji in so še danes. Ampak oni so potem začeli komplicirati, da ne, da to ne more biti tako, da je treba delati naprej DNK in tako dalje, da to more biti pokopno polje in zemlja. Torej, če bo zdaj gospod Bianini iz Varaždina, njegovi sorodniki, zahtevali svoje truplo nazaj, po tej varianti, ki se zdaj rešuje, bodo morali, se pravi, iti v Maribor, odkopati pokopno polje, v vsaki vreči so kosti ločeno, stegno, roka, prste, ne vem, 30 vreč, oziroma človek ima 208 kosti, ko umre, se ljudi ima 308. Vsako vrečo posebej odpret in vzeti tisto kocko ven in Bianinija vrnati v Varaždin. Ne vem, ta rešitev ni razumna, ni človeška, nikakor. V primeru kostnice je zadeva popolnoma enostavna in lahko razumljiva in vodi do tistega, kar se vsi želimo, da ti ljudje se vrnejo v individualni pokop nazaj, od tam, ko so šli v nesrečno vojno, oziroma da se najde skupna rešitev tudi na področju Teharja, s tem, da jaz osebno do grobišča oziroma do toporišča v Teharju imam pomisleke, da vse žrtve Hude jame, predvsem, ker vem, da je velika večina v Hudi jami Hrvatov, ki pa niso v Teharju bili nikoli zaprti, imamo zdaj vrnili v zapor, na mesto zapora. Drugič, na samem mestu levo od tega taborišča je 50-letno smetišče Celja, smeti je toliko, da bi celo Rovte lahko pokrili z njim. In pa na zgornji strani je smetišče, odpad podjetja iz Celja, za kateri pa je sedaj nalog Evropske skupnosti, da se tista zadeva mora sanirati v prihodnjih 10 let, se pravi, pričakujemo od Cinkarne Celje, da bo na tem prostoru še vsaj gradbišče 10 let. Tam planirati sedaj neko takšno zadevo je zelo naporno in vse skupaj. Vsekakor, Teharje je sveto mesto, veliko se je tam trpelo. Vse bi zdaj, če bo to gradivo vrneno nazaj, ko bomo dobili tudi poklic, kaj se je tam dogajalo, bo še stvari veliko bolj odprto. Zato menim, da je ta rešitev s pokopnim poljem, v katerim bojo tiste črne vreče z enakimi kosmi pokopane. Nihče ne bo vedel, kaj je kateri kosek vreči v zemlji. Neka rešitev, ki se bojim, da bo tako tudi ostalo. Kdo je spremenil odločitev, da ne grejo v kostnico? Spremenila je državna komisija. Državna komisija, v kateri je tudi Peter, ampak to je bilo spremenjeno, preden je gospod Peter ni postal član, ko je delovala še pod ministrstvom za delo. Zakaj je do tega prišlo, ne vem. Po sredi se bojim, da je spet nekaj. Poznate me kot odkritega, bom povedal, v sredi je denar. Moja rešitev je bila pa več enostavna, kot tako, kar se sedaj počne, da se bojo imeli vzorci bojo shranjeni nekje v Ljubljani oziroma pokopani kasneje v Teharju, telo pa pokopano v Mariboru v nekih črnih vrečah. Ne razumem tega. Ni mi jasno, kaj se počne. Mi moramo dobiti imena žrtev. In to se da narediti.
samo je treba raziskovati. Imamo popis, ki so ga Nemci izdali v svoji knjigi, nekaj čez 200 ljudi, ki so pokopani v Hudi jami. Ali smo se v Sloveniji kdaj izdali ta popis? Pa je znano, v njihovi knjigi jih je objavljeno. Zdaj, ko se je Košnica kopala ven, zdaj vemo, da sem jaz takrat prve kosti, ko ste jih našel, da so to bili vojak, hrvaški vojak. Znate, zdaj nekaj čez 300 hrvaških vojakov. Na enem uri piše matura 1940 od Ateka. Od Tateka, se pravi iz področja Zagreba. Našli smo eno številko, v kateri se jasno govori, da gre za enoto iz Zagreba. Ta enota iz Zagreba je ohranjen kompleten spisek. To pomeni, da bo samo mali pogled potrebni, bomo videli, da za 400 vojakov, Hrvatov, vemo, kdo so v Košnici. Se pravi, to je tisto, kar rabimo. Imena in priimke in vračanje nazaj žrtvo. Druga stvar, da zdaj ta medresorska komisija med državo Slovenije in Hrvaško ne deluje in da se Hrvati sploh niso zmenili za svojih 400 ljudi. Čeprav smo našli in ure, čeprav smo našli, ker je Košnica v močvi na tem delu, tudi so našli denarnice, s polno denarja, slike in vsega tistega ur, ročnih, takšnih in drugačnih. Samo kup materijala, s katerega se da točno povedati, kdo so bili ti fanti, odkot so prihajali in kam se lahko vrnejo. Isto pričakujemo tudi teh v Hudi jami, teh 2009. Vse te snovi so padale bolj dole, niže. In tam so zdaj skopali. Tudi tam bomo našli več teh zadev, takih prstanov, takšnih ur. In bomo našli tudi približna imena oziroma kraje, odkot so ti ljudje prihajali. Če pa najdemo kraj, če najdemo številko enote, enega pripadnika enota, potem je velika verjetnost, da je cela enota tam. In smo že bliže temi imenami. Zato ta rešitev, da gre to v pokopno polje, da se to pokoplje v zemljo, ali pa tako, ko so mes, je vlada že izdala en sklep vlade, ki so ga potem umaknili, da bojo sežgali organske. Ne bojo odpeljali v sežigalnico, vse skupaj sežgali. Ampak hvala Bogu so potem, tudi na našo pritisk Društva Huda jama se je to spremenilo in da do tega varianta ni prišlo. Tako da jaz ne vem, kakšne so možnosti, da pokopa v pokopnem polju v Mariboru ne bi bilo. Jaz sem zato, ko sem bil v začetku, da se jih pokoplje odpelje iz Hude jame, da začasno v Kosnico, ker je mogoče delati naprej in za njih načrtovati individualne pokope doma oziroma skupen pokop tam, ker se bomo zmenili, da je to najboljša rešitev. Ja, takšna je približna resnica. Hvala lepa. Ja, že samo dejstvo te nasilne smrti je dovolj težko, ampak je vseeno hudo, da se zdaj okrog tega preprostega dejstva, kam in kako jih pokopati, ne moremo strinjati. Peter Sušnik. Ja, Roman Leljak je odprl kar nekaj zanimivih tem, ampak eno samo zato, da ne bo pomota, kaj in kako pravzaprav je pri celi zadevi. V zvezi s temi individualnimi pokopi bi vam jaz samo prebral uradni zapis, in to je uradni dokument slovenske policije, profesor dr. Katja Drobnič, ki je vodja forenzičnega laboratorija kot vodja oddelka za biološke preiskave, je tako: posmrtni človeški ostanki, ki pripadajo 700 žrtvam in so začasno shranjeni v zabojih v Kosnici ob Hudi jami, se bo preložilo v individualne vreče, ki morajo biti ustrezno označene. Oznaka na vreči mora biti enaka kot na zaboju, iz katerega so posmrtni ostanki vzeti. V zaboju ostane desna stegnenica, ki se potem vzame kot vzorec. Skratka, v eno vrečo, eno truplo. Ne mnogo trupel. Ena vreča, eno truplo, to vodi policija. Za odvzem teh vzorcev
je zadolžena profesor dr. Katja Drobnič in njen oddelek za biološke preiskave Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Isto se bo zgodilo, ko bomo začeli izkopavati oziroma ko bodo začeli izkopavati iz jaška, v katerem zaenkrat so še. Če ni desne stegnenice, se vzame leva, ker je stegnenica vir največjega možnega vzorca DNA v telesu, kot pravijo strokovnjaki. Jaz to nisem, ne mene sprašujete kaj in kako, prosim. Ampak v eno vrečo, eno truplo, ki je identificirano kot enotno, oziroma njegovi deli, ki so nedvomno lahko njegovi. Mariborsko pokopališče vodi uradno evidenco vsak dan za vsako žrtev, ki je pokopana, za mesto, v katerem je pokopana posamezna vreča. Vzorec, ko bo identificiran, bo jasno vedel, vreča ta pa ta, lokacija tam pa tam na pokopnem polju. To je uraden dokument. Jaz vam ne morem jamčiti, ker tega ne izvaja. Ampak želim vam pa pojasniti, na osnovi te razlage smo sprejeli, da imamo vsaj verodostojno upanje, da bomo lahko kdaj te žrtve potem tudi identificirali. Ma pa Roman Leljak nedvomno prav, država bi že zdaj morala voditi bistveno bolj intenzivne postopke za pridobitev te arhivske dokumentacije, da bi se ugotovilo, kdo to sploh so. Kajti po uradni dolžnosti je pa potem policija pa dolžna te DNK analize opraviti, če se pojavi nedvomen dokaz, da je ta in ta tam in tam. In da to svojci zahtevajo oziroma da je to kaznivo dejanje. Zdaj, na tem področju je pa država najbolj šibka, ker pri nas pa pravosodje ne funkcionira. Gospod Pek, jaz se strinjam z vami. Gospod Katja je to resnično tako zapisala, kot je zapisala. Dejstvo pa je nekaj drugega, da tisti posmrtni ostanki iz vodoravnega dela, ki jih je držalo še vsi tisti tkiva človeška, ki so bili ostala, so bili tudi podhranjena v eno od škatli. Vsa tistih preko 400, ki so bili pa v navpičnem šahtu, pa se niso imeli več tkiva na sebi, ampak so bili gole kosti. In te kosti so se pomešale vsaka med sabo. Da bi naredili eno telo skupaj, je treba narediti 208 analiz, da bi našli enega človeka. To pa se ni počelo. Zato v teh škatlah, ki so danes tam, ni eno telo, v nekaterih prvih je, ko prijete noter, tisto, ko pa prijete na koncu, ko so pa tiste bele vreče, ko jim je škatla zmenjena, je pa to vse skupaj pomešano. Zato je to malo zavajanje in bodimo odkriti, zato je kostnica edina rešitev. Hvala lepa.